In spet smo pri dialektiki. Tokrat o dialektiki v psihoanalizi. Zakaj sploh misliti dialektiko v psihoanalitskem procesu? Kot smo že razdelali v prejšnjih pogovorih, dialektika ima svoj začetek že pri antičnih Grkih. Je tako rekoč prvi resni koncept v filozofiji. Je sama struktura ter proces dialoga in pa argumentacije. Teza, antiteza, sinteza. Seveda kasneje Hegel reformulira dialektično proceduro, tako da jo postavi kot en proces, kot gibanje skozi kontradikcijo, negacijo in pa sublimacijo. Sublimacija lahko tudi rečemo odprava, kot smo to imenovali. Ta odprava je famozni Aufhebung z večpomensko kontradiktorno esenco. Je obenem izbris, torej neka negacija, neke negativne substance, ohranitev neke esence in pa seveda dvig celotne strukture na neko drugo raven. In tako, če seveda upoštevamo Hegla, tako duh ali geist nekako svojo zavest dviguje, sam sebe oblikuje skozi ta proces zgodovine ter se razvija proti neki absolutni vednosti. No, o tem bomo tudi malo kasneje. In potem pride Marx. In na podlagi Heglove dialektike reformulira in mogoče lahko rečemo tudi revolucionalizira teorijo dialektike, s tem, da pokaže, da je ključni element in pa seveda pogoj za dialektiko, ki Heglu nekako umanjka, so določeni momenti, za katere enostavno ni bilo teh pogojev. In zdaj imamo ta razvoj dialektike oziroma to neko genezo dialektike kot nekega koncepta, ampak ne samo. Je pa vse to seveda potrebno povezati z psihoanalizo. To je nekako ta naša poglavitna naloga. In je seveda potrebno predvsem na tej točki poudariti eno zelo pomembno stvar v zvezi z koncepti nasploh, tako filozofskimi kot psihoanalitskimi ali pa enostavno nekimi koncepti iz same znanosti. Ker pogosto se zgodi, da brez neke resne obravnave prevajamo določene koncepte iz enega polja v drugo polje. Ampak ali to prevajanje potem dejansko funkcionira, ali je to operacija, ki zdrži tudi to prevajanje? Mislim, to se ponavadi dogaja v teh tako imenovanih psevdoznanostih, nekih vedah, kot je recimo gender studies ali pa določena polja, ki niso sama po sebi avtonomna. Zdaj, kaj pomeni neko avtonomno polje, je tudi diskusija sama zase, ampak recimo, da neka polja, ki vzniknejo sama od sebe in potem naberajo koncepte iz polj, ki so na nek način blizu, ampak ne čisto in tako naprej, ne zdrži zadeve. Recimo, kot je kritična teorija ali pa segmenti humanističnih ved, ki bi se nekako rade odcepile od filozofije, ki je ta krovni, velik pojem in teorija, ampak pomanjkanje konceptualnega aparatusa jasno kaže, da je ta zadeva veliko bolj kompleksna, kot se zdi, vsaj na prvi pogled.
Psihoanaliza pa po drugi strani ima svoj zelo jasno definiran aparatus, tako teorije kot tudi prakse. Se ne rabi oslanjati recimo na filozofijo ali pa ne vem, neka druga polja. Pravzaprav je ta teorija, ki je potem oblikovala ali pa pomagala pri oblikovanju kup enih novih polj, recimo psihologija in pa razne vede, ki jih danes definiramo kot psihoterapevtske. Torej je več kot samozadostna. In psihoanaliza seveda se skozi zgodovino svojega nastanka razvija paralelno z še enim področjem, ki pa je psihiatrija. Torej nekaj, kar je vmes med nekim psihičnim delom, ampak vsekakor še vedno vezano za samo fiziko oziroma fizično telo. Freud seveda je bil zdravnik najprej in predvsem nevrolog in je najprej iskal razloge za kakršnekoli mogoče psihične motnje prav v organski snovi. Prav tako je pa takrat v Parizu, ko je iz Dunaja potoval v Pariz, da poskuša še enkrat nekako oživiti svojo pozicijo, kot zdravnik, kot nekdo, ki ima nekaj za povedati. Je v Parizu takrat delovalo cel kup nekih ljudi, recimo specifično nevrolog Jean-Martin Charcot, ki je tudi bil Freudov mentor in pa sodelavec potem v nekem določenem obdobju v Parizu. Torej, nevrologi, ki so takrat delovali, so bili tudi na nek način pionirji tega področja. Poskušali so nekako definirati različne patologije in pa seveda zdravljenje, ki bi bilo primerno. Seveda se je to vse začelo z zdravljenjem enega specifičnega pojava. Danes temu rečemo preprosto nevroza. Včasih je pa bila to histerija. Kaj ima cela ta neka zgodovinska perspektiva opraviti z dejanskim problemom, s katerim se srečujemo danes, torej z dialektiko znotraj psihoanalitske prakse? Pravzaprav ravno kaže na ta moment, kjer veliko različnih polj, ali je to znanstveno, medicinsko in še nekaj, ki je v nastajanju, torej psihoanaliza, mogoče kot taka, ni tako zelo jasno, kako določena področja vzniknejo. Ne morejo vznikniti sama od sebe, včasih je pač potrebna neka kolaboracija različnih polj. Dobro, torej v primeru dialektike kot take lahko rečemo, da vsekakor to ni psihoanalitski koncept, je striktno filozofski. In tukaj je potrebno zastaviti to kritično vprašanje pristopa sami problematiki, vkolikor želimo seveda obravnavati psihoanalizo skozi nek filozofski koncept, kot je recimo dialektika. In zato še enkrat zastavljam vprašanje, zakaj sploh dialektika in zakaj dialektika v psihoanalizi? Mogoče na tej točki lahko rečemo, da nas zanima dialektika sploh iz vidika nekega procesa. Torej, dialektični proces je drugačen od nekih drugih procesov. In ta logika dialektike ima neko svojo
specifično nujnost. In ta nujnost je konflikt. Torej, spet smo pri konfliktu, ki v bistvu nas zanima veliko bolj kot sama dialektika kot taka. Ampak lahko rečemo, da je dialektika en pristop, ena pot do tega, da razumemo to točko konflikta malo bolje. Torej, konflikt je nekoč z besedami Hegla bil zastavljen kot neka negativnost. Torej, Hegel je postavil to negativnost kot nekaj, kar potem skozi dialektični proces je negirano in skozi to negacijo te negativnosti, negacije, pride do momenta, ko se zgodi Aufhebung spet. In, spet, da ponovimo celotno strukturo, Hegel, Marx. Tisto, kar je pri Heglu ta neka negativnost, nekaj, kar je dokaj abstraktno zastavljeno, če mene vprašate, potem pri Marxu postane definirana kot neka strukturna zadeva, torej je strukturni antagonizem, je razredni boj. In bolj specifično od te definicije mislim, da bomo težko prišli. Torej, v tem smislu razrednega boja kot zelo jasne definicije neke negativnosti, nekaj, kar se odvija in skozi kaj dialektika potem seveda poteka, je vsekakor zelo daleč od ideje, ki jo je imel Hegel o dialektiki, o tej neki neprekinjeni evoluciji duha. Dobro, v primeru razrednega boja mislim, da tukaj ni nekega Aufhebunga v striktnem pomenu, tako kot ga je Hegel zastavil. In ta konflikt ostaja. Mislim, tudi danes, mislim, da nismo doživeli nekega Aufhebunga. Dokler obstaja razredna družba, bo obstajal tudi ta fundamentalni osnovni konflikt. In mislim, da tukaj lahko najdemo to fundamentalno razliko med recimo Heglom in Marxom, ki sta obravnavala to isto proceduro dialektike. In tukaj je tudi razlog, zakaj bomo pa mi izhajali iz dialektičnega materializma in ne iz Heglove dialektike. Torej, da postavimo okvir naše raziskave in pa tudi metode te raziskave, kar je zelo pomembno vprašanje. In drugo vprašanje je, ali nam lahko marksizem pove karkoli o psihoanalizi. To je zdaj pa čisto drugo vprašanje. In mislim, da nam lahko pove vsaj nekaj, ali pa vsaj malo več, kot lahko to stori psihoanaliza sama. Da pa pridemo do te točke, je pa vsekakor pomembno in potrebno seveda preveriti že obstoječe reference te konkretno psihoanalitske teorije, ki pa je že poskušala nekako raziskovati eno podobno situacijo. In zato bomo vzeli primer Lacana. In čeprav Lacan ni edini, ki je poskušal misliti dialektiko v psihoanalizi, tukaj so še mnogo kateri drugi teoretiki. Recimo, eden izmed njih je André Grin, psihoanalitik, Francoz, seveda je tudi sam sledil Lacanovim predavanjem. Zelo zanimiva figura, antagonistična figura. Nikoli ni recimo prestopil na Lacanovo stran. To je tudi pomembna zadeva v samem razumevanju, kaj se je dogajalo v takratnem, bomo rekli, zgodovinskem momentu, precizno v teh intelektualnih krogih v Parizu.
Torej, o notranjih tenzijah znotraj psihoanalitske skupnosti kot take bomo še dosti stvari rekli, ampak naj zaenkrat zadostuje, da imamo v mislih vsaj dve osebi, ki sta poskušali misliti dialektiko v psihoanalizi. In tukaj zdaj pridemo do prve zgodovinske lekcije. Torej, Lacan je od recimo začetka svoje kariere kot psihoanalitik, prej je bil psihiater, je začel biti zelo zainteresiran za razne tako filozofske kot druge neke humanistične pristope. In je bil pod velikim vplivom francoskega filozofa Aleksandra Kojèva. Aleksandr Kojèv je takrat bil avtoriteta, vsaj v tem francoskem miljeju, na področju Hegla. Torej, nihče drug ni imel nič za reči o Heglu. In skozi branje Hegla, seveda vaja Kojèv, je Lacan formuliral ali pa na nek način reformuliral Freudovo teorijo o tehniki psihoanalize. In v tem procesu nekajkrat omenja dialektiko v kontekstu klinike, psihoanalitske prakse ali pa procesa. Recimo iz seminarja 1, torej to je prvi seminar, ki ga je Lacan napisal, oziroma ni ga napisal, ker, še ena stvar, ki jo moramo razumeti, da te tiskane stvari, ki imamo danes, so v bistvu kolekcija tega, kar je Lacan govoril. Torej, na nek način poanta njegovih seminarjev je bila prav ta govorjena beseda. Ko bereš seminar, dejansko zelo malo razumeš. Ni bilo mišljeno v nekem tiskanem izvodu. Torej, leta 1953-54 Lacan naredi svoj prvi seminar, ki se imenuje Freudovi članki o tehniki, torej Freud's Papers on Technique. In v nekem momentu pravi, psihoanalitska izkušnja se odvija v in skozi dialog. In zatorej je dialektična izkušnja. Neham kvotirati Lacana. Torej, je nek dialog, je dialektika. Vsekakor bomo mi potrebovali malo več dokazov, da lahko trdimo prisotnost neke dialektike znotraj psihoanalize. In seveda, Lacan to razvija v nekem smislu do recimo sredine svojih poučevanj, na kar opusti idejo dialektike, ampak o tem bomo malo kasneje. Mislim, da ključ Lacanovega razumevanja dialektike ali pa na nek način prevajanja ideje dialektike v psihoanalizo se tukaj sestavlja predvsem iz dveh pojmov, iz dveh pomembnih elementov na splošno za psihoanalizo. Ena je želja in druga je mediacija. Želja, mediacija. Ampak ker se teorija želje za Lacana v nekem smislu prevede v formulo, želja je želja drugega. Le désir de l'autre. Po preprosto povedano, zanima nas predvsem tisto, kar si želi drugi, in potem dojemamo to željo kot svojo lastno željo, ampak ni naša želja, je želja drugega. Torej, se vidi, kako dejansko se ta cikel potem začne ponavljati. In tukaj Lacan pravi, da ta ideja te želje in želje drugega in tega dualnega odnosa pravzaprav ni neka struktura dveh, torej ni samo ti in ta drugi,
da sta v proces vpletena dva plus še nekaj. Nekaj je še vmes. In tisto vmes je seveda mediacija. In kaj razumemo kot mediacija? Kaj je tisto, kar je vmes med dvema elementoma, med dvema osebama, ki nekako začneta ta proces? Torej, mediacija lahko razumemo kot nek družbeni aspekt. Nekaj, kar je više od samo ta dva posameznika, je nek zakon, mogoče so tu neke institucije vmes, ki pa regulirajo to družbeno vez. In če ta sistem, recimo ta družbeni element, ne prepozna to, kar se dogaja med samo tema dvema elementoma, dvema osebama, je skoraj tako, kot da to se sploh ne bi zgodilo. Torej, ta potrditev in pa neka navzočnost, ta navzočnost ni v smislu neke fizične navzočnosti, da zdaj jaz nekaj rečem in tukaj je 10 ljudi, ki so priče mojemu dejanju, mojemu izrečenemu dejanju, je neka struktura, ki je skoraj pa ne prisotna, ampak istočasno pa je zelo prisotna. Torej, ta potrditev, da obstajamo. To, da si jaz zamišljam, da je nekdo tam, ki potrdi tisto, kar jaz rečem. Ampak ni to na neki imaginarni ravni, ne vsaj čisto, ker kot vemo, imaginarno potrebuje tudi neko potrditev v še nekem drugem registru. Ne? Torej, recimo ljubezen, dva se zaljubita in imata ljubezen in je super, ampak nekaj manjka. In tisto, kar manjka, je to, kar recimo ta družbeni moment potem na nek način poskuša dodati. To je recimo poroka. Da si ti zavezan pred zakonom, pred neko inštanco in dejansko si priča in imaš pričo o tej ljubezni, ki se dogaja med dvema. Torej, nekdo da kot neko vrsto zaveze, ok, zdaj, ko sem jaz to pričal, lahko trdim, da je to resnično. Seveda vsi vemo, da to ni res. Ampak poroka je nek način, kako neka skupnost potrdi nekaj, kar se dogaja znotraj skupnosti. Torej, kot zakonca nastopita v družbo, sta zavezana. In to je v bistvu na nek način, kot da ljubezen ne more obstajati brez te neke tretje dimenzije, ki smo jo ravnokar opisovali. In na tej točki, če se spomnimo Badiouja in njegovih postopkov resnice, mislim, da lahko dobimo potrditev te logike, ampak ravno v obratno smer. Namreč, če razumemo ljubezen kot enega izmed postopkov resnice, kot enega polja, v katerem neka resnica se lahko artikulira v določenih pogojih, bi lahko rekli, da je v striktnem konfliktu z tisto tretjo družbeno dimenzijo. Zakaj? Zato, ker družbeno, torej ta nek zakon, neka vednost, nekaj, kar obstaja kot struktura, ne more absolutno integrirati resnice. Torej, resnica je nekaj, kar je absolutno antagonistična z vsemi možnimi strukturami. Zakon ne more integrirati resnice, jo poskuša interpretirati, zato pa imamo zakon kot poroka, recimo, ne? To je nek
prevod ljubezni v nek sistem. Ker sistem nima drugega načina, kot da kodificira neko resnico. S tem seveda zgubi totalni point resnice, ampak mora na nek način poskušati integrirati ta dogodek, torej dogodek z velikim D. Druga opcija je pa, da tej ljubezni zelo nasilno nasprotuje in cela zgodovina človeštva nam priča ravno o tem nasilnem nasprotovanju. To ljubezen, ki želi izgnati ali iz Teb, ali iz Verone, ali iz katerega drugega mesta, kjer ljubezen kot taka, kot resnica predstavlja hud problem sistemu. Torej, ergo, resnica je nekaj, kar sistemu absolutno vedno škodi. Ampak moramo nazaj na dialektiko v psihoanalizi. Torej, za Lacana se ta nek dialektični moment, ki ga zaznava skozi Kojève, kaže v različnih situacijah. Ena, kot smo jo že omenili, želja, mediacija in tako naprej. Druga pa je v samem tem psihoanalitskem odnosu, torej med nekim analitikom in analizantom. Je zelo specifičen odnos. In to je bil začetek te eksploracije dialektike od seminar 1 do 2 in potem nekje do srednjega Lacana, kjer pa se potem to zaključi. Ampak zakaj? Zakaj je recimo Lacan zapustil zasledovanje psihoanalitske resnice ali pa neke resnice skozi dialektiko? Seveda moramo ta zgodovinski moment razumeti tudi v kontekstu nekih širših cilj in mogoče tudi intelektualnih tokov v tistem specifičnem času. Ne? In to bi potrebovalo seveda malo več analize, ki bo vsekakor absolutno del naše raziskave. Ampak trenutno lahko rečemo samo, da je Lacan opustil idejo dialektike za idejo strukturalne lingvistike. Kaj so razlogi, kaj so tendence, ki so pripeljali do tega momenta, bomo ugotovili skozi zgodovinsko tudi raziskavo. Ampak lahko le špekuliramo, mogoče v smeri, da se lingvistika nekako v tistem momentu bolje prilegala nekim teoretskim izpeljavam, ki vsekakor so bile za Lacana zelo pomembne, jih je imel absolutno izjemno rad. In v nekem momentu potem tudi najde samo naravo nezavednega, kako nezavedno sploh obstaja. Obstaja skozi formulo, nezavedno je strukturirano kot jezik. In dobro, onkraj tega, kaj to pomeni, bi lahko sklepali, tudi če ne vemo, ne poznamo Lacanove misli in ne vemo, kaj točno pomeni, da je nezavedno strukturirano kot jezik, pa lahko vidimo, da kaže na neko definirano strukturo jezik. Pač. Je ta struktura, ki iznikne ali pa obstaja pred samim subjektom. Torej je prisotno predhodno in je subjekt potem nekako interpeliran v to simbolno strukturo, v strukturo jezika. Govor, jezik. In simbolni red regulira spet zakon, družbena struktura, v katerem je najvišji izraz mogoče država in pa inštitucije, ki so podaljšek te države. Ne? Okay. In sedaj pridemo do tega momenta, kjer postavimo eno spontano in zelo noro tezo in nadaljujemo pravzaprav tam, kjer je sam Lacan ostal. Kot vemo, Lacan pod vplivom Kojèva, ki bere Hegla in tako naprej, ki
ga tudi interpretira nekako po svoje, vse ok, nič ni narobe s tem, vsak lahko interpretira stvari, to ni nobena kršitev zakonov. Sledi pa vsekakor ena opomba, in sicer, da vsaka interpretacija nekega besedila je pravzaprav njegova reinterpretacija. Kaj to pomeni? Da v bistvu retroaktivno tudi ta interpretacija oziroma reinterpretacija spremeni na nek način ta izvornik, izvorno besedilo. Torej, v nekem smislu ni sama po sebi napačna. Nihče ne pravi, da Kožev zdaj je naredil monumentalno napako s tem, ko je Hegla interpretiral na takšen ali drugačen način. Postane enostavno samo še en vidik tistega izvornega besedila. Ni edini, je pa en vidik. Ampak sedaj imamo situacijo, ki je slednja. Dobro, Kožev bere Hegla na nek način, sploh ni problema. Ampak Lacan potem bere Hegla skozi Koževa, ki je samo po sebi že nek zaplet, in seveda tudi Lacan potem Hegla interpretira še na svoj način onkraj Koževa. Pustimo vso to zelo konfuzno situacijo in gremo na sam štart, ki pa je, da je Heglova dialektika v kateremkoli pogledu in interpretaciji še vedno postavljena na temeljih idealizma. O idealizmu smo tudi že marsikaj povedali, spet nič narobe s tem, nič ni narobe z idejo absolutne vednosti, ki je po Heglu seveda razvoj duha skozi zgodovino v neki v zasledovanju, seveda absolutne vednosti. Tudi Lacan sam na nek način se upre tej ideji, ker absolutno tudi razume, da nekaj takega ni mogoče, torej idealizem iz ideje, ki ostane le ta. In vsekakor smo tudi govorili o teh razlikah mišljenja, ki je bilo prisotno v času Hegla in ni imelo nekih materialnih pogojev, da bi ta dialektika dejansko postala to, kar je postala z Marxom in z materializmom. In mogoče na nek način je to sam proces dialektike, dialektičnega preobrata, subverzija dialektike kot take, od Hegla do Marxa. In je to, kar se je skozi to zgodovino dogajalo, z seveda tudi pomočjo vidika, ki mislim, da je pomemben vidik, torej vidik materializma in ne samo idealizma, smo dobili dve možni smeri, ki seveda peljeta v dve absolutno diametralno nasprotni zgodbi. In mogoče je Hegel že v samem začetku bil v neki smeri pravilno zastavil dialektiko. Mogoče je pa pravzaprav dejansko z Marxom prišlo do tega, da postavi dialektiko na pravo mesto, v smislu, da dialektike ni bilo pred Marxom. Na tem komentarju mislim, da bi se
marsikateri filozofi strogo ne strinjali, ampak mislim, da je tudi pomembno, da to vprašanje pustimo odprto.